tej točki bi morda vprašala občinstvo, če ima kakšno vprašanje oziroma kakšno sugestijo, misli za sodelujoče in profesor Kolar. Hvala lepa. Najprej seveda čestitka avtorici iz posameznih iztočnic v predstavitvi, pa bi se ustavil ob tistem pojmu nevarnost prevelike fiksacije na jezik, oziroma celo uzurpacije boja za slovenščino oziroma za jezik strani ali pa stališča posameznih skupin in tako naprej. Če se ozremo malo, bomo rekel, naivno danes po tej situaciji in gledamo skupine ali skupino, ki bi lahko pripisali ali pa pričakovali pripisati tak poskus uzurpacije, bom malo zlobno rekel, da bi bili to recimo slovenisti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. To je konica. Ne? Tukaj ni nobenega. Mislim, da so bili vendarle informirani o tej stvari. Potem ni bojazni. No, to hočem ravno reči, ni nevarnosti uzurpacije, vsaj ne z tiste strani, od katere bi naivno mogoče najprej jo pričakovali, če so taki poskusi in take skupine so nekje druge. Potem pa še delček citata iz zadnje predstavitve, tisti stavek, če večinsko opustimo rabo slovenščine v visokem šolstvu in tako naprej. Tega seveda, vsaj danes, nihče ne napoveduje, da naj se tako zgodi, taka usmeritev, ampak procesi v življenju pa dejansko že deloma tečejo v to smer, deloma spontano, deloma organizirano, in to na vseh ravneh, ne samo od visokega šolstva do vrtca, temveč še globlje. Če greste v BTC, lahko preberete veliko reklamo za tečaje angleščine za dojenčke. Dobesedno. S tem se seveda obmajajo tudi isti pojmi, materni jezik, družinski jezik, prvi jezik. Še malo pa bo za nosečnice, namreč, da se bodo angleščino učili že v trebuščku. Ampak to kaže res neko, po eni strani bom rekel, obsedenost ali pa popolno izgubljenost, ali kot piše danes Kozma Ahačič, mimobežnost, kaj se dogaja in kakšen je naš položaj v vsem tem dogajanju. Najlepša hvala, profesor Dolar. Prosite, no, ko sem pri besedi še nekaj. Na glavni fasadi Univerze v Ljubljani, če hodite kaj mimo, vidite že nekaj časa, odštevajo se dnevi do slovesnosti ob 100. obletnici ustanovitve slovenske oziroma prve slovenske univerze. V tej situaciji smo prisiljeni diskutirati o tem vprašanju, ki je bilo takrat, bom rekel, zelo veliko voljo in daljnovidnostjo takratnih ljudi. Pravzaprav ravno ob izteku te dobe, ki jo obravnava ta knjiga, 2 leti pozneje, ko se je to izteklo, je bila ustanovljena dobre 2 leti pa pol, po zaslugi pač treznih in daljnovidnih mož, ki so znali tudi odgovoriti na tiste vprašanja časa, usodna vprašanja, tudi v smislu državnosti, no, zadnje perspektivi, kar je tudi vprašanje. Ne morem zamolčati, na portalu Slovlit je kolega Komer zadnjič opozoril na ta problem na Filozofski fakulteti in jaz sem se odzval na to, med drugim sem rekel, da o tistem vprašanju, da ne ve, ali naj ob tem napiše vprašaj, ali klicaj, ali piko, sem jih napisal predvsem basen o lisici in ježu s 3 pikami na koncu. To je perspektiva. Najlepša hvala. Če lahko samo neposredno navežem. To je zelo ilustrativen primer, ki kaže, kako je ta problem
rabi slovenščine pravzaprav vezan na delovne pogoje in podobno, kajti to pravzaprav omogoča 9. člen novega pravilnika Ljubljanske univerze, ki določa, kje je tista meja, ko se predavanja še izvajajo in to je 10 študentov je potrebno. A ne? Zdaj pa tako, angleščino se pa lahko uči tudi za 3. Ker je že in, če se gre naprej, to se ne izvaja samo za študente, ki bi prišli prek Erasmusa in študente, ne, ampak tudi za slovenske študente. To se pravi zdaj, in to je financirano, podprto, ne, medtem ko program in zdaj, seveda, situacija bo privedla do tega, kar pa je, da se na ekonomski fakulteti že dogaja, da bojo vsi presedlali na te angleške kurze. Ne. Težava je še večja, ker zdaj, to vem kot Erasmus koordinator, je bilo kar veliko število študent, ki so šli na kurs slovenščine. Oziroma ti, ki so prišli z jugoslovanskega prostora, so se tudi zelo hitro vklopili v predavanja in meni se je zelo tudi to zelo važno za interakcijo, ne, med njimi. Zdaj seveda, z uvedbo nadomestnih predmetov bo to odpadlo, to se pravi, bo interes za učenje slovenščine in tudi za neko res interkulturno diskusijo ali kakorkoli že, toliko manjši, kar po mojem osiromaši sam stik. Ne. Po drugi strani pa zdaj, kaj bojo ta predavanja v angleščini lahko ponudila? Ne, kaj bo vsebina teh predavanj, ker pogoji same Erasmus oziroma teh izmenjav nasploh so taki, da težijo k neki površnosti. Recimo, nekdo pride pol leta in preden se že navadi in to ne omogoča ravno neke poglobitve in tako naprej. A ne? No, to so vsi problemi, ki nastajajo sproti, ampak finančna podpora je temu, 50 milijonov, ne, je bilo denarja, ki se v to usmerja, medtem ko se bojo pa nekateri programi recimo krčili. Zdaj ti, ki bojo v angleščini, sigurno ne. Druga zadeva, ko je bil omenjen kolega Ahačič, ne, ki je bil letos proglašen za osebnost lanskega leta, ne, malo zatem je dobil zaušnico z kulturnega ministrstva, ne, ko mu je pač sedanji minister, če je lepo čestito, hkrati pa povedal, da pa Frana, ne, torej osrednjega pravzaprav inštrumenta za digitalizacijo in vse slovenščine, pa niso pripravljeni več financirati. Ne. Glejte, če to ni, kako bi rekel, zdaj malo, kako bi rekel, ne moram uporabiti te besedo neodgovorno, ampak torej problem digitalizacije, problem tudi priprave tistih slovarjev, ki jih mi še nimamo, recimo konkretno filozofskega slovarja. Ne. Tu je sploh zadeva taka, da slovar slovenskega knjižnega jezika po letu 1945 torej ni upošteval Ušeničnikovih, recimo, ki je pripravljal, so ga prej izključili iz akademije. In zdaj, če nekdo bere slovar slovenskega, lahko misli, da mi nimamo filozofskega tradicije. In to so naši veliki zaostanki. Če k temu prištejem, da humanistika nima svojega laboratorija, da nima NUK 2, ne, podporo elektronskih virov in to, smo mi v zelo kritični situaciji, kako sploh v digitalni dobi tekmovati, a ne, za slovenščino, za uveljavitev slovenščine. Seveda zdaj, koliko bo pa tu zdaj tudi teh poskusov, seveda, da se nekdo okoristi s tem, to pa ne dvomim, da bojo verjetno tudi, oziroma verjetno že tudi nastopajo. Ne. Ampak to sem samo kot dva primera, ki sta zelo pereča, bi lahko rekel.
Gospa se je javila iz zadnje vrste. Moje ime je Branka Kalinić-Ramšak, sem prorektorica Univerze v Ljubljani in bivša dekanja Filozofske fakultete. Torej, tu se moram najprej zelo strinjati s kolegom Komeljem, da na državni ravni te diskusije v bistvu ni, da je nemogoče vzpostaviti pravega sogovornika, pa naj bo vlada leva, srednja ali desna. Čisto vseeno, čisto vse vlade so to diskusijo prelagale, tako kot ste lepo rekli, na podizvajalce. In zdaj podizvajalci seveda smo univerza oziroma njene članice. To, kar ste omenili, kar se dogaja trenutno na Filozofski fakulteti z univerzitetno ravnjo, nima nobene zveze. Torej, to je stvar, ki jo sedanje vodstvo pelje posebej. Tako da jaz sem se začudila nad temi maili, videla sem tudi vašo reakcijo. Kako mislijo to financirati? Tu se je omenjalo nekih 50 milijonov, verjemite, da bi mi bili zelo veseli kakšnega takega denarja. Govorimo o dodatnem denarju, 4,5 milijone razvojnega denarja za celo univerzo, 26 fakultet. Tako da jaz ne vem, kje je tukaj 50 milijonov. Morda tudi ta delež, ki bo korespondiral Filozofski fakulteti, bo Filozofska fakulteta uporabila potem za financiranje teh predmetov. Jaz prihajam iz jezikovnega oddelka, iz romanskih jezikov in književnosti, kjer smo ob takem pozivu že v štartu v neenakopravnem položaju. Namreč jaz zagotovo svoje španske književnosti ne bom predavala v angleščini. Za koga? K meni pridejo Erasmus študenti iz različnih držav, zato da poslušajo pač moj predmet. Moja dolžnost, delovna obveza je, da predavam v tujem jeziku. To je glede tega. Druga stvar, kako se seveda lotevamo na univerzi tega, tudi sami veste, kot sem bila dekanja, sem se izjemno prizadevala za interakcijo. In to počnem tudi sedaj še na univerzitetni ravni, da slovenščino odpiramo tujcem. Tujim študentom, da skrbimo za študij in lektorate slovenščine približno sedaj na 60 univerzah po svetu, kar, verjemite, ni lahka stvar. Imamo izjemen center znotraj oddelka za slovenistiko, center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki tudi strokovno podpira razvoj te stroke, poučevanje slovenščine kot tujega jezika. In seveda, ki lansko leto, še ko sem bila dekanja in zdaj seveda podpiram naprej, poučevanje slovenščine za tujce. Morda ste slišali, da na Univerzi v Ljubljani od lanskega leta obstaja modul Leto plus, ko tujim redno vpisanim študentom se ponuja slovenščina, 2 lektorata, ko so vpisani v svoje študijske programe in prvo leto lahko zaključijo študijsko leto samo s polovico kreditnimi točkami. Se pravi, upravičeni so do nekega dodatnega leta z vsemi študentskimi pravicami, če sledijo lektoratom slovenščine, če se učijo slovenščine, imajo na voljo pa tudi neke predmete civilizacije in kulture. Skratka, ta interakcija je zelo intenzivna na ravni podizvajalca. Tu sem pa seveda dobimo neka finančna sredstva od ministrstva, ampak vedno je ta bitka. Za vsak lektorat slovenščine na tujih univerzah je treba dobesedno se boriti za finance. Jasno je tudi, da obstaja internacionalizacija kot pojem, kot praksa na univerzi.
V to smo vstopili z Bologno in tu poti nazaj ni. Dvomim, da bi se slovenska država odločila za ukinitev bolonskega sistema. Bolonski sistem bo zdaj od leta 2008 je implementiran. Politiki so se dogovorili in seveda spet podizvajalci dobimo nalogo izvršite to. K nam prihajajo tujci študirati, k nam prihajajo Erasmus študenti, tudi za te seveda ponujemo slovenščino v takšni in drugačni obliki. Naši študenti zelo veliko hodijo na semester, celo študijsko leto po Evropi. Mi imamo enake pravice na evropskih univerzah, kot imajo tuji študenti iz Evrope vse pravice pri nas. Torej, tu ni omejitev. Vi ste omenjali ustavno odločitev, razmejitev privatnega in javnega. Zdaj jaz pravzaprav nisem razumela v zdajšnjem trenutku, kje v bistvu javne univerze ne izvajamo javno službo. Dejstvo je, da država javne službe ne financira v zadostni meri. To je dejstvo. Ves denar, ki ga dobimo za javno službo, sedaj je tudi doktorski študij, oziroma vsaj v noveli je bilo namenjeno, novela ni bila sprejeta, če veste, morda en dan prej je kaplja padla čez rob in ni šla novela na vlado, ki je bila že usklajena, in tam je definirana javna služba, prva, druga, tretja stopnja, tudi doktorski študij kot javna služba. Ampak tega ta vlada pač ne bo več sprejela, bomo videli, kaj se bo dogajalo naprej, ali bomo šli v neko ustavno presojo sploh zakona o visokem šolstvu in nespoštovanja ustave, ali se bo v tem duhu zmoglo končno napisati nek zakon o visokem šolstvu in raziskovanju, kajti mi smo verjetno edini, ki delujemo tako nekako na dveh bregovih. Jaz moram seveda učiti in moram raziskovati, veljata pa dva zakona. In vsak zakon ima svoje specifike. Torej, te združitve zaenkrat še ni bilo. Ni bilo še vlade, ki bi zmogla te moči, zaenkrat je ni bilo. Ta vlada je obljubljala, ampak 2 meseca, 3 mesece pred koncem, torej se je lotila zadeve in kot rečeno, je predsednik vlade odstopil en dan, preden bi šla ta novela na vlado. Skratka, kar se tiče pa raziskovalne sfere, torej, tam je seveda slovenščina morda na raziskovalnem polju najbolj nekako ogrožena. Raziskovalci, dejstvo je, uporabljajo angleščino, vsi so vpleteni v takšne ali drugačne mreže, strukture sodelovanja, internacionalizacijo. Znanost se tu ne deli. Moram reči, da se marsikateri naravoslovci trudijo in da vzpostavljajo strokovni jezik v slovenščini, samo razvoj znanosti gre tako hitro naprej, da z marsikaterim raziskovalcem, s katerim se pogovarjam, pravi, jaz enostavno nimam časa, ker moram loviti ob vseh teh obveznostih, loviti te raziskovalne cilje in mi ne preostane, tudi če bi želel. Da bi slovenščina, da bi kdorkoli spraševal, ali angleščina ali slovenščina, da bi bila to dilema v visokem šolstvu na Univerzi v Ljubljani tako drastično, nisem tega zasledila in ne verjamem, te dileme še nisem slišala.
Ampak ste spremljali 2 leti nazaj, je bila Ja, 2 leti zelo, nazaj. zelo, Ja, vem, zelo seveda, diskusija. sem spremljala. Saj sem 2020. bila dekanja filozofske Ja. fakultete, seveda sem spremljala. Pa niti Ampak- enega odziva na to ni bilo kot dekanja. Niti enega niste dala kot jasno mnenje, da ste recimo bi opredelili ga to. Kljub Ne, temu, da vam je dala ne, zato, vlada ker je šlo kot, kot, ne, kot univerzi, ne, kot niti dekani, enega- kot fakulteti, ne. možnost, da izrazite svoje mnenje. Bi želela samo, da ne bomo predolgi, Hvala. če imate še kakšne bistveno lahko. Ne, ne, Jaz bi nimam. samo Hvala. tukaj se malo povprašala o 2 točkah, oziroma malo več kot 2 točkah. Govorili ste o tem, da ste podizvajalci. Beseda podizvajalec, si izvajalec nekoga. Imate mesto, ki vam je dala vlada avtonomijo in je dala celo z zakonom o visokem šolstvu še toliko večjo avtonomijo univerzam. In to izvajamo. In to izvajate. Ali ste Tako. izvajalci, ker to se dogaja, tega, kar vlada želi. Vlada nastavlja določene skupine ljudi, ki se potem usmerjajo v tej skupini, ki je trenutno recimo za skrb za slovenski jezik, oziroma vsaj je bila še do prejšnjega leta, so bili točno tisti ljudje, ki so podpirali točno vladni predlog zakona o internacionalizaciji, in to ljudje iz filozofske fakultete. Jaz vem, ker sem bila zelo vključena v to in v parlamentu in na raznih diskusijah, ki smo jih organizirali. Bili so verjetno tudi na- eni in drugi. Ja. Ne, bili so predvsem tisti in še vedno so, trenutno so tudi financiranje jezikovni portal nekoga, ki je to podpiral, ni pa financiranja za Fran, recimo. Ne? To je ena izmed točk. Kaj pomeni biti podizvajalec? Ali pomeni to? Citirala Zastopati sem suverimo, iz- dovolite, ne, samo da dovolite. Citirala sem izključno Dovolite, to samo pomena. da povem do konca. Podizvajalec je nekdo, ki izvaja naloge tistega, ki se mu določa, torej ali ima v tem primeru svojo avtonomijo. Ali je avtonomna univerza, oziroma v tem primeru fakulteta, če se deli, filozofska fakulteta, sposobna skrbeti za slovenščino. Ali skrb za slovenščino pomeni, da bojo na slovenističnem področju predavali študentom slovenistiko v angleščini. Bomo imeli Tega- predavanje ali Ne vem, o čem govorite. govorimo o tem, kaj pomeni podizvajalec Ne vem, in o čem kaj govorite. je avtonomija. Ja, v tem je problem, da univerza ni, oziroma fakulteta nima jasne predstave o tem, kaj je avtonomija, njena avtonomija, če ne razumete tega. Ena od teh zadev je pa tudi vprašanje potem Centra za tuji jezik. No, jaz sem bila kar na nekaj konferencah po svetu in seveda na recimo univerzi v Bukarešti je bil tudi en moj kolega, ki je imel točno 3 študente tujega jezika tam. Točno 3, ki so upisali njegov lektorat. Tako da zdaj je preneščen recimo na Lomonosovo, verjamo, da ima malo več študentov slovenščine, če ne zaradi drugega, zaradi ruščine pa slovenščine povezave. Stvari niso tako idealistično prikazane o tem, kako se skrbi za slovenski jezik s Centrom za tuji jezik. Ni problem v tem. Ni problem v tem. No, bi pa še, kar se tiče javne službe v privatne univerze. A veste, sem doktorska študentka in vem, kako je dati 3500 na leto, tako da tukaj absolutno ni nič urejeno, kar se tiče financiranja doktorskega študija in tudi ni jasno, kaj je doslej bilo narejeno na tem, ker ni bilo narejeno praktično nič. Ne vem, ne poznam vašega predloga, ki je šel v državni zbor, ste pa, če se ne motim, članica ene komisije v državnem svetu, ne? Ja. Tudi, ja. No, torej boste imeli odslej zelo veliko in pomembno vlogo, da marsikaj lahko naredite na tem področju. V državnem svetu, ja, jaz sem bila dvakrat v državnem svetu, prav glede slovenščine in to v letu 2016. Tako da tam so se kar nekaj diskusij razvile na to temo in to je vodilo potem tudi v državni zbor in na parlamentarno obravnavo. Tako da državni svet ima in kot ena od članic oziroma kot v tej komisiji boste lahko verjetno marsikaj skrbeli za slovenščino. Jaz bi vam odgovorila za doktorski študij. Doktorski študij je še vedno
v bistvu nefinanciran v državi. Ja, je izredni študij, ne? Se Je pravi, izredni študij, Ja, absolutno. seveda, jaz sem bila zadnjič zelo šokirana nad tem, kaj vse ponuja filozofska fakulteta, poleg tega, da je javno. Pa ne razumete, jaz sem zelo hvaležna, da sem lahko študirala na filozofski fakulteti in še vedno študiram in jaz sem zelo... Kako mislite, kaj ponuja? Na tem, da ponuja zelo veliko storitev v primerjavi s privatnimi univerzami, se pravi paralelno. Če si gremo pogledati pod cenik, doživimo kar celo vrsto lepo enakovredno primerljivih zadev, da se lahko financirajo izredno, pa je še redni zraven, pa se to zelo lepo pretaka. Izrednih praktično ni več, ni na filozofski fakulteti. Je pa izredni študij doktorski in kot veste, zadnji 2 leti je država ponovno uvedla štipendije za doktorske študente. Nekaj let, in si se zelo zavzemala za to, nekaj let so bili študenti prepuščeni sami sebi. In to ni financiranje, ki bi bilo urejeno. To se absolutno strinjam. Se strinjam. Torej To je vsako leto, nikoli ne veš, koliko denarja boš dobil. Ampak to je eden od sržev problema, ki bi bilo verjetno vredno razčistiti in mislim, da marsikaj se je o tem tudi... Ni razčistiti, tu je država mora financirati doktorski študij, tu nikaj razčiščevati. Zakaj univerza ni bolj glasna v tem primeru? Jaz poslušam medije, da slišim nekaj. Kolega Komelj, koliko okroglih mis smo imeli posvetov, koliko okroglih mis posvetov smo imeli in nas nihče ni prišel poslušati. Se spomnite, da smo imeli na filozofski fakulteti okroglo mizo čisto vseh dekanov cele univerze, prišel je sekretar Maček, ki nam je rekel, pojdite na cesto. Se to v javnost ne pride, oprostite? Ja. Ali je še novinar, da nas tukaj... Samo študijsko leto, veste, študijsko leto se hitro obrne in nekaj treba reševati. In v bistvu smo bili zadovoljni, da je država spet uvedla nazaj financiranje, sofinanciranje doktorskega študija, da so mladi raziskovalci nekako pokriti, premalo jih je, absolutno, ampak ponavljam, v noveli, ki sedaj ni bila sprejeta, je pisalo, da je javna služba tudi doktorski študij, ampak seveda država da takoj ampak, ko bo bruto BDP prišel do 1%, takrat bodo to financirali. In še en absurd naj vam povem. Letos, ko imamo takšno gospodarsko rast, država namenja za visoko šolstvo manj denarja kot lansko leto, zato ker je inflacija in namesto, da se približujemo 1% BDP, je znižala od lanskih 6 na 5,6. In kako financirate vse te študijske programe, študente, doktorske študente, štipendije, plače in tako naprej. Se pravi, tu bi prišlo malo prav, da bi kakšni tuji študenti potem prišli na izredni študij. Tuji študenti samo izven EU, vsi študenti EU so študenti. Tuji študenti pravi so izven EU, še iz bivših republik Jugoslavije. No, veste, kaj mislim, študentje, ki pridejo iz tujine na študij v Slovenijo, ne? Bodi si iz Evropske unije in tako dalje, si lahko plačajo verjetno študij in tukaj je ta dvojni moment. Ti ne plačujejo, ker nam Evropa tega ne pusti. To je bolonski sistem. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, sem to, torej, tudi tisto, kar sem povedal o problemu rabe slovenščine, sem vezal v veliki meri na to, da vprašanje javne službe tu ni bilo in da je ta problem vezan s tem, tako v izobraževanju kot v znanosti. In da so se tudi enormno zmanjšala, recimo v raziskovanju za 25%. Zato to, kako bi rekel, to sicer seveda drži, kako je pač angleščina nek komunikacijski jezik, ni pa univerzalen jezik, znanosti ne morajo biti, ker se v tem trenutku znanost ukine. Je pa, da bi, če bi tisti denar dali podporo, torej tu se mora država odločiti, znanstveni članki v slovenščini, a pa ta podpora,
Torej, da če tu ne bi bilo manipulacije s javno sfero, potem bi verjetno se našel tisti denar, da bi podprli, recimo Slovenijo. To recimo bi bilo za se odločiti. Ampak recimo, jaz imam veliko težavo, da so recimo filozofske publikacije nujne za ta prostor. Torej, recimo, če pogledate filozofsko revijo Problemi, boste videli, da vsake številki je preveden en tekst, a pa celo original od Slavoja Žižka. Recimo, se čuti še zmeraj dovolj poklicanega, da nastopa tudi v slovenskem prostoru. Zakaj? Zato, ker ve, da to vpliva na diskusijo, ki jo imeli, in tudi, da je njegova filozofija vendarle bila vezana diskusijsko, kakorkoli na dogajanja, ki so se v tem prostoru. In če mi tega ne bomo vzdrževali, in enako velja za celo znanost. Poglejte eno biologijo, biologija, niso to samo genetične, recimo raziskave, so rastlinskega sveta, krasa, vsega tega. In tu je vprašanje jezika čisto drugačno. In če na tej državni ravni tega ne bomo sposobni, potem mi pravzaprav javne sfere niti ne rabimo več. Zakaj bi jo pa potrebovali? In mislim, da tako kot sem zasledil pri recimo političnih in tudi pravzaprav uradništvu, ki na politiko nekako izsluži, je to vprašanje pravzaprav dano v drugi vrstni, torej drugo po vrstnem redu. Ni to prvo razredno vprašanje, ampak s tem, kot sem hotel omeniti, se zmanjšuje kvaliteta ne življenja, ampak sploh tega, kar je medčloveški stik, pa neka, jaz rečem, kar neka družbena zavest, družbena diskusija, ki jo ta prostor rabi. To je nemogoče, kakorkoli se gledamo v Evropi, pa z internacionalizacijo, bomo morali razumeti, da je slovenski jezik tudi del internacionalnega prostora. Ker zdaj se obravnava grejo v tej smeri, da očitno ni. In to je paradoks, imamo uradni jezik, eden od evropskih uradnih, po drugi strani se pa začenjamo sami obnašati, kot da to ni. Jaz mislim sicer, da bi se dalo z malo dobre volje, verjetno, na državni ravni to. Je pa to odvisno od drugih področij, eno od teh ključnih je javna služba. Tudi, ne vem, čez en mesec bomo imeli tu diskusijo o zdravstvu, tam bo spet to problem, pravna država in vse to. Naj vam samo omenim, ko ste prej omenjali pravo in medicino. Ja. Od letošnjega leta so ravno na pravu in ravno na medicini uvedli tudi za tuje študente raven znanja slovenščine za vpis B2. Ja. Od leta 1819. Ja. Jaz sem slišal od univerzitetnega profesorja, da krog je specifičnih izrazov okoli 300. Poznaš ti osnovni jezik, da bi se moraš naučiti samo še okoli 300 strokovnih jezikov, izrazov. Tako da tole v slovenščini se izražate gotovo ne bi smeli problem tudi na univerzi. Drugače pa ustanovitve te ljubljanske univerze. Vsi tisti ustanovni profesori so bili vsi ugledni profesori iz tujih univerz. In jim ni bilo problem staviti slovenske univerze. To ne se vprašajte, profesori se vprašajte, kaj je vaša odgovornost do naroda. Ampak smo spet pri igračkami z nacionalizmom pa s korektnim govorom. Tu imam primer Franceta Webra, ustanovitelja filozofskega oddelka, ko je bil najboljši učenec Aleksa Majnonga v Gracu in imamo tudi njegovo knjižnico, ki mu jo je podaril kot svojemu najboljšemu učencu, oziroma nekaj denarja je bilo vse, ampak zdaj je v 4. nadstropju filozofske fakultete neka simbolna poteza, takrat ob zlomu Avstro-Ogrske pravzaprav, in on seveda je začel prvi njegov spis
je spis o filozofiji in jeziku Weberov, ko pride, da je v časopisu za zgodovino slovenski jezik objavil in je potem redno sodeloval z Ramovšem, a ne? Oba stva je, to je Trstenjak, pripovedoval, kako sta skovala za intencionalnost izraz napirjenost, ne? Da so vsi imeli potem tako občutek, kot da je ena spirjen ptič, da visi, ne? Ampak zanimivo, ne? Ker sem to terminologijo malo proučeval, je, da terminologija, ki potem se začne razvijati od 60 let naprej, sploh ne navezuje na Weberove dosežke. Je čisto recimo intencionalnost, ne, napirjenosti, ni šel noben, ko je Husserla prevajal ali kaj. In tu se vidi ta problem diskontinuitete, ki je tu lepo nastal. Enako zdaj, a veste, to, da nimamo filozofskega slovarja, se je pa v slovenščino prevedlo približno 3000 del v zadnjih 20 letih. Je recimo za študente, to je zelo velika dezorientacija, ki nastopi, ampak ni nekega, kako bi rekel, interesa za to, da bi se to delalo. Ampak če ne bomo, potem seveda bo ta strokovna raba sama jezika postala en odvečen problem, kar pa ima nedoločene posledice. No, ker smo že... Aha, še eno vprašanje bomo. Janko? Najprej tudi čestitke za izjemno knjigo, ki mislim, da izjemno lepo pravzaprav pokaže, na kakšen način je Cankar, ki je danes že omenjen, tako rekoč kristaliziral to vedenje v bistvu in dejansko bistvo tega vprašanja izrazil s svojim romanom Martin Kačur, ki še danes, če tako pogledamo, v bistvu na en izjemno dober način ne samo povzema, ampak se dotika tistih bistvenih razsežnosti, ki jih pravzaprav jezik lahko da tako v odnosu do mladine, v bistvu kot do starejših. Kačur je neke vrste slovenski antifaust, ki pravzaprav ves svoj presežek, ki ga čuti v mladosti, na nek način začne vlagati v ljudi, v mlade, kot tudi njihove starše, kar je danes pravzaprav v vseh ključnih evropskih pedagogikah na nek način ključen način podajanja znanja. In mislim, da v tem, kar ste vi tukaj vrisali, v knjigi verjetno to še veliko bolje predočeno, tako da vsi bomo z veseljem prebrali. Se mi zdi, da dejansko lahko dobimo zdaj v enem času, pravzaprav, kjer je verjetno vse nas presenetilo, da ob dosežkih, ki nedvomno so, da je pravzaprav slovenščina ena od, jezik enega od najmanjših evropskih narodov, tako rekoč vendarle v okviru pravzaprav Evropske unije priznan, hkrati pa pride z neke druge strani pravzaprav taka grožnja, ki nas je verjetno res vse presenetila. In zdaj, če gremo neko hitro analizo narediti nazaj, verjetno velik vzrok ravno v tej nerazločenosti med javnim in privatnim, ker tem privatnim ali pa polprivatnim ustanovam, recimo, nekako iz obrobja, pravzaprav, ki so želeli zajeti več sredstev, nekako je bila angleščina, tako rekoč, tisto polje, preko katere bi lahko pridobivali v bistvu študente. Tudi sam predavam v Mariboru, ne, in na nek način mariborska slavistika, mislim, da je tudi dosti pomembno vlogo odigrala v tej bitki, recimo, za slovenščino v bistvu v javnem visokem šolstvu. In tukaj se mi zdi, no, da bi mogli pravzaprav nekako poglobiti to, kar Dejan v bistvu ves čas odpira, ta esencialen odnos do jezika, ki pa mislim, no, da se bo dejansko mogel tudi dotakniti vendarle tega, da se a priori ni treba vedno upravičevati, da odnos do jezika v bistvu ima tudi neko funkcijo identitete, recimo. Mislim, kar je mislim tudi gospod prej delno omenil in seveda ne več te, rečemo, romantične v tem predpolju, kjer je pravzaprav kulturna dejavnost nadomeščala v bistvu ostale funkcije, pa so nekateri pravzaprav prepoznali kot blokirano gibanje, ampak to, da pravzaprav naše ustanove, kljub temu, da imamo take izraze, kot je ustava in ustanova, pravzaprav niso tiste, ki bi imeli posluh, recimo, da so dejansko v javni službi, kjer morajo tudi z neko notranjo invencijo, ne pa z inercijo, pravzaprav
posredovati v bistvu v boljši komunikaciji, ker jezik v bistvu vedno znova omogoča, če je tako klen pa jasen, kot recimo slovenščina vsem, recimo res tudi je. Je vedno absurd pravzaprav, kako natančen jezikovni sistem to je, hkrati pa kako slaba je raba, ki se na nek način skozi njega odvija. Med drugim bi mogoče tudi to pozorno ima, je stvar res toliko kritična, da lahko govorimo, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da potencial jezika je še vedno izjemen med ljudmi, samo na pravi način bi morali v bistvu to izostritev v bistvu medsebojnega sporazumevanja doseči. Res pa, da je to svoje absurdno, da ni več neke osrednje revije, ker je nova revija dolg časa bila, v bistvu celo skozi čas socializma so naši razgledi vendarle upravljali neko funkcijo, v bistvu malo zasenčeno sicer ideološko, ampak vseeno se pa nek intelektualni pretok skozi različne dejavnosti v bistvu resnično tudi dogaja. Medtem ko zdaj vemo, da časopisi v bistvu dnevni opuščajo kulturne programe in tako naprej. Tako da tukaj bi bilo res potrebno, da se to polje nekako ujača in skozi to osredotočenost v bistvu tudi jezik bo manj ogrožen, kot v tem trenutku nekako zgleda, da je. Še vedno upamo v bistvu, da je ta potencial na nek način večji, kot pa trenutno zgleda, samo dejansko do neke sinergije v bistvu med vsemi tistimi, ki problem razumejo in tukaj bi tudi nekako poskušal omeniti, da kdorkoli je danes tukaj pa kaj prispeval, recimo ta svoj pogled, da je to pravzaprav ena velika priložnost, da se naprej recimo te stvari mogoče pa drugače zapeljajo v bistvu, kot v tem trenutku recimo tudi zgleda. No, jaz bi rekel, da pouk slovenščine v osnovni šoli in srednji šolah zagotovo ne daje optimizma na vaše besede, na vaše upanje. Ne daje upanja, ne podpira vašega upanja. Glede, s česa jaz izhajam, no? Dejstvo je, da sta se Prešeren pa Čop o ključnih vidikih literature pogovarjala v nemščini in tukaj sta se zavedla, da morata pri sebi obrniti pravzaprav ta tok in iz Črkarske pravde je pravzaprav izšel ne samo en izjemno zanimiv sonet, ki bistvo še vedno povzema, ali prav se piše Kaša ali Kaša, ampak dejansko tudi en zelo natančen študij v bistvu vseh črkarskih reform. Jaz mislim, da je program, ki sta ga dejansko takrat zastavila, morda v slovenščini še vedno v bistvu izrazito živ. Sam zdaj je situacija obrnjena, ne? Je v drugo smer, kolikor sem jaz razumel. No, ampak vseeno še vsi obvladajo jezik, prej pa niso, ne? Recimo, tukaj je možnost, kolikor da hitreje pride do neke sinergije. Kmete, če bo tako naprej, bodo tudi sam še kmete govorili, ne? Podeželje v bistvu je v hudih Ne, to je pa, ne vem, 5%, ne? Recimo, ne? Pa je bolj Slovencev manj govorila v Sloveniji slovenščina kot pa na Koroškem. Odstotki. Še to bi dodal, ki je bila omenjena nova revija. Ne? Torej, takrat v 90-ih je sodelovalo tam okrog 150 intelektualcev, od tega enih 70% mlajše generacije, recimo tudi kolego lahko predstavim. In to je bilo izjemno pomembno, da so se vključili v družbeni prostor. Tudi prišli, če hočete, do služb ali kaj podobnega. Torej danes je pravzaprav, tudi če bi obstajala nova revija, ne vem, koga bi angažiral za določene načine refleksije, ustvarjanja pa to, ker mora vsak nabirati točke. Jaz mojim študentom, jaz ne moram jim to preprečiti. To pa pomeni izolacijo. Ne? In to sem rekel, da je lahko efekt internacionalizacije tudi slab. Ne? Mi, ko smo bili študenti, smo si želeli seveda nekaj imeti in da bi imeli sedanje pogoje, bi bili zelo zadovoljni. Po drugi strani je to past, ne? Ker večina študentov, koliko jih spremljam, ne najde pravih stikov v tujini, ne, pridejo tja in nazaj, nič ne ostane od tega. Ne. Zdaj mogoče, da je v naravoslovju, ker je večja navezava na laboratorij, pa to drugače. Ampak tu, in mislim, da so te lažje tudi po tej plati prizadete, torej čisto glede konkretne možnosti vključevanja, v aktivnega vključevanja, pa da pride do nečesa.
Ne? Torej tu vidim tudi nevzpodbudno situacijo, kar glede te družbene diskusije, ki sem rekel, da so pač zadeve tako narekovane. In da se v tem tudi pač na ravneh odločanja ne razmišlja, ne upošteva. In da je to pač nek hendikep, kako razumemo možnosti pač razvoja te države. Torej, sam sem slišal predsednika, ki je tudi sedaj predsednik, ko je dijakom, rekel, ja, v tujini je vaša prihodnost. Kaj če to? Predsednik neke države, to je malo čudno, vse mogoče, da je rekel toliko spodbudo, ampak bi pa vendarle morali insistirati, da razvijamo po najboljši, ker drugače mi se ne moramo prezentirati v Evropi. To bo, kako bi rekel, neka zelo puhla potem poddržavna struktura, verjetno se iz tega razvila, če tu ne pride do nekih premikov, seveda, ki bi verjetno potem išli iz česa. To se bojim, da je to velika paralizacija tega intelektualnega, celotnega obzorja, ki mogoče prej ni imela takega razmaha, ker zdaj se zdi, da je vsak svoboden, da počne kar če, torej vse se prodaja, vse je odprto. Prej smo se bojevali z ideologijo, z podjarmljenjem tujcev in podobno. Zdaj se nimamo pravzaprav to proti čemur več. Kar ustvarja eno nelagodje, kako bi rekel, neke razpršenosti, ki je težko preseči. Jaz pa opažam, če lahko samo to dodam, eno pozitivno stvar v mišljenju Slovencev oziroma odgovarjanju na probleme slovenstva, ker ne odgovarja na probleme slovenstva samo 300 000 Ljubljančanov, ampak mnogi se zunaj Ljubljane se zavedajo teh problemov. In prihajajo, tudi vi ste na okrogli mizo prišli zunaj Ljubljane. Ja, iz tega mesta. No, recimo. No, se po Gorici vidi. In na mnogih okroglih mizah opažam, da prihajajo kritični glasovi iz območja izven centra Ljubljane. In to je krasno. Naj se tako nadaljuje še naprej. Naj pridejo. No, mi bomo... Aha, še doktor Strgat. Ja. Če bi kaj dodajal, bo šlo tako bolj v smer pesimizma. Naprimer, statistični podatki, taki plakativni, ki jih gledaš, sam naslove berem včeraj ali predvčerajšnjem, 2 večera polne Nove Stožice, ko je neka španska nadaljevanka, starši 6-8 letnimi in znajo vsi tam špansko in se navdušujejo in je to cela euforija. 3-4 dni prej prideta Martinus in Markus ali kaj iz Norveške, Hala Tivoli. To ni problem. Obratno, in objavljen je bil tudi, sam naslov sem videl, 72% mladih bi radi šlo študirati tujino, že študirati, ker jim slovenske univerze niso dovolj privlačne. No, to zdaj provokacija je bila ta s predsednikovo izjavo, pejte ven, da ne rečem o vseh socialnih problemih, službah, ker je bilo tudi omenjeno za mlade, ki ni neke stabilnosti. Tako da, pa še, recimo še primer, včeraj ali danes je zaključena uspešno evropska manjšinska iniciativa za večjo pravno varstvo avtohtonih narodnih manjšin. 1 milijon je bilo potrebno za evropsko državljansko pobudo. Pri nas so referendumi, pobude so na slabem glasu.
čeprav kakšen uspeh tudi, ne. In za Slovenijo je bilo predvideno, da od tega milijona 6.000 podpisov državljanov v enem letu zbere. In v zadnjih 3 dneh smo po hudih mukah dosegli skoraj 7.000 podpisov. Na srečo Evropi skupaj 1.200.000, s tem, da Madžari so dali pol milijona, ki je Orban rekel, da ne. Pa Romuni 1/4 milijona, da je bila stvar rešena. Kot da se nas ta jezik oziroma položaj jezika v Evropski zvezi, ker zdaj pobuda gre v Evropski parlament, v Evropsko komisijo, da tudi oni, ob tem, ko imamo teh 27 uradnih jezikov, pa ne bi rekel, da je slovenski manjši. Po statistiki smo celo med tistimi v številkah med prvih 50 menda, ne. Pa še optimizem je ta, da statistično nam res kaže, da ne bomo med prvimi izumrli. Vsaj po teh matematičnih projekcijah, ne. 7.000, torej ignoranca od slovenskih EU poslancev, ki so tam še koga zelo za tam Petrletom, kolega sem se govarjal, rekel, veš, smo že tudi 2 milijona za kakšno drugo stvar zbrali, ampak je komisija pa parlament reče, to v redu, pobuda je tukaj, ampak rad se majte, ne, da bomo nič naredili. Tako da ne rečem, spet preberem, tudi 70% otrok, ki se v nizozemske šole vpisujejo, so z imigrantskim poreklom. In tako dalje. Torej, statistika, res imamo še nekaj kmetstva slovenskega, kje pride do izraza, kje prebije v parlament, v državni svet, v vlado, v strankarske programe, mogoče nekaj načelnega, ampak tam, ki je bilo treba res kaj premakniti pri mladih, pri šolskih programih, je pa težka. Recimo vse primer nacionalni program za kulturo ne gre skozi. To, kar smo slišali zadnji dan, ena novela zakonska propade za drug mandat, znova pot. Da ne bom, pa rečem še zakon o slovenski matici s 4 ministri, pa s predsednikom vlade, pa s parlamentom, 3 leta pa pol, pa smo ga pol ljubili iz leta v leto, hvala Bogu, decembra, tik preden je konc tega, ne, danes je 4. april, niti evra še ni, pa ga še nekaj časa ne bo. No, takrat, ko bomo pa organizirali še kakšno na slovenski matici, kakšno konferenco o tem. Vsaj dvorano imamo, ne, in kot veš, ne, kot dobro voljo. Bomo z veseljem še kaj podiskutirali. Za danes se vam pa zahvaljujem in vsem sodelujočim, nastopajočim in tudi iz občinstva. Najlepša hvala.